Radio Ognjišče in agencija Areturs sta od 14. do 16. septembra pripravila potovanje po lepi modri Donavi. 3 avtobusi izletnikov so obiskali Dunaj, Linz, St. Florian, Melk in Krems. Za duhovno vodstvo pa je poskrbel glavni urednik Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak. Prvi dan je bil namenjen avguštinskemu samostanu St. Florian, ki sodi med največje bisere avstrijskega baroka in velja za center kulturnega dogajanja Gornje Avstrije. Tukaj je deloval in je danes tudi pokopan slavni skladatelj Anton Bruckner. Največji zaklad samostanske bazilike so Brucknerjeve orgle s 7386 piščali in so tudi največje cerkvene orgle Avstrije. Sveto mašo je daroval in zbrane nagovoril glavni urednik Radia Ognjišče, monsignor Trstenjak. Kristjani se ne moremo in tudi ne smemo nikoli in nikdar odreči Svetemu križu. Tudi tam ne, ker bi ga radi nekateri odstranili iz javnosti in celo iz zasebnosti. Kako pomenljivo je pred leti dejal nemški škof Walter Miksa. Križ je znamenje življenja, je znamenje zmage nad Satanom in njegovimi gnusnimi spletkami. To je treba odločno povedati vsem tistim, ki hočejo križ odstraniti iz javnosti. Kjer križ odstranimo, damo prosto pot zlu. Križ je znamenje za pravi red življenja in smisla ter varuje človeka pred ošabnostjo. Dragi bratje in sestre, naj bo za vsakogar izmed nas sveti križ najdragocenejše in najpomembnejše znamenje, ob katerem se bomo počutili varno, počutili pogumni, veseli in polni upanja. Predvsem pa se bomo s križem borili zoper vse hudičeve zarote in zli namene. Po maši so pot nadaljevali do glavnega mesta Gornje Avstrije Linza. Mesto so ustanovili Rimljani, ki so ga poimenovali Lentija po keltskem imenu Lentos, zavoj. Staro mestno jedro očara s pomembnimi renesančnimi zgradbami, med katerimi izstopata deželna hiša in stara mestna hiša s svojim idiličnim arkadnim dvoriščem. V 13-stropni Mozartovi hiši je Wolfgang Amadeus Mozart leta 1783 skomponiral svojo Linško simfonijo. Cerkev svetega Martina, del katere izhaja iz leta 788, je izvorno najstarejša ohranjena cerkev v Avstriji, skupaj z novo katedralo pa je največja cerkev v državi. Nato so se z osrednjega trga z najbolj strmo adhezijsko železnico Evrope uspeli na hrib, ki velja za eno glavnih znamenitosti mesta. Na hribu kraljuje mogočna baročna bazilika, z razgledne terase pa se odpre čudovit pogled na mesto. Drugi dan so začeli z ogledom benediktinske opatije Melk, ki kraljuje na skalnatem pobočju nad Donavo. Več o tem pa vodnik Tadej Jakopič. Smo pred mogočnim samostanom Melk, ki je lepota sama v notranjosti in zunanjosti, in ta lepota izvira vse, lahko rečemo, od naselitve benediktincev v 11. stoletju. Bamberžani, ki so prvi vladali temu področju, so izročili trdnjavo, ki je bila prav na tem mestu, redovnikom, da bodo začeli graditi skupnost, da bodo imeli prve začetke, in iz teh začetkov so potem nadaljevali kot patroni, če lahko tako rečem, Habsburžani. In vsa ta lepota, ki jo sedaj vidimo, ki jo v notranjosti občudujemo, je, lahko rečemo, rezultat stoletij, po drugi strani pa odsev duha, ki so ga in ki ga še danes menihi tukaj gojijo in delijo med vse, ki sem prihajajo. Več kot 500 000 obiskovalcev vsako leto. Sveta maša je bila v čudoviti baročni cerkvi, zbrane pa je nagovoril odgovorni urednik Radia Ognjišče Tadej Sadar. Ponižnosti zaradi zavrnitve se moramo vedno znova učiti tudi vsi mi. In tudi to je dokaz, da smo bitja ljubezni in povezanosti med seboj. Da smo bitja, ki hrepenimo po tem, da nas drugi priznajo, se nam nasmehnejo, ko nas zagledajo. In da nismo bitja, ki na vsakem koraku tekmujejo, ki se napajajo v porazu drugega, ker to neizogibno vodi v teptanje ljubezni. Ljubezni, pisane z veliko in iz katere živimo vsi. Naj nam ostane to bogoslužje in ta cerkev res v lepem spominu
in ko nam bo kdaj težko, hudo v življenju, se spomnimo, kako lepo je v nebesih, kajti delček nebes smo doživeli zdaj. Po sveti maši je sledilo nepozabno doživetje. Z ladjo so se popeljali po Donavi v najlepšem delu doline skozi Vahov, ki je največje vinorodno območje Avstrije. Med vožnjo so občudovali vinograde, slikovite vasi, razvaline nekoč slavnih trdnjav. Ladjo so zapustili v Kremsu, kjer je doma tudi dobra hrana in odlično vino. O slednjem so se prepričali z degustacijo odličnih vahovskih vin v eni od številnih kleti. Zadnji dan je bil v znamenju cesarskega Dunaja. Mesto ob lepi modri Donavi je ena najlepših svetovnih prestolnic, kjer se je moč na vsakem koraku srečati z bogato zapuščino preteklosti. Po prihodu v avstrijsko glavno mesto so najprej obiskali cesarski dvorec Schönbrunn, ki sodi med najpomembnejše kulturne znamenitosti mesta. Mogočna in razkošno opremljena zgradba je bila v začetku 18. stoletja dograjena po vzoru kraljeve palače v Versailles in je od leta 1996 zaradi svoje edinstvenosti na seznamu UNESCOve svetovne kulturne dediščine. Ogled Dunaja so nadaljevali z vožnjo po znamenitem ringu, nato pa se sprehodili mimo gradu Hofburg, po starem mestnem središču mimo cerkve svetega Petra ter po Grabnu, znamenitim kužnim znamenjem, sprehod pa sklenili pri katedrali svetega Štefana, največji arhitekturni znamenitosti mesta, ki velja za eno najpomembnejših gotskih stavb v Evropi. Za konec romarskega popotovanja so se zapeljali še do cerkve na Steinhofu, ki je ena največjih znamenitosti Dunaja in simbol napredka ob prehodu stoletja, mojstrovina slavnega arhitekta Ota Wagnerja, pri katerem se je učil tudi naš Jože Plečnik. Zbrane je med mašo nagovoril urednik monsignor Franci Trstenjak. Morda bi si želeli Kristusa brez križa in odpovedi, toda to ni pravi Kristus. Morda bi si želeli Kristusa brez cerkve, kar se pogostokrat sliši, toda tudi to ni pravi Kristus. Morda bi si želeli Kristusa ideologa ali političnega mesija, ki bi reševal vse sodobne socialne probleme in odstranil vse krivice, toda tudi to ni pravi Kristus. Pravi Kristus je samo tisti, ki se nam je razodel. Kristus s trpljenjem in bolečino, Kristus s cerkvijo in blagri, Kristus križani, od mrtvih vstali in naprej živeči. Zato, kdor prav odgovori na Jezusovo vprašanje, ta pogumno vzame svoj križ, ta zvesto hodi za Kristusom, ta živi evangelij, ta nadaljuje Kristusovo delo, ta soodrešuje svet od sebičnosti za odprtost do sočloveka, od sovraštva za ljubezen, od zla za dobroto, od greha za milost. Samo tako postajamo bolj kristjani, svet okrog nas pa bolj človeški in seveda božji. Za dobro vzdušje so poleg radijcev in vodnikov skrbeli tudi izletniki, med njimi mlade glasbenice iz družine Juvan. Ob sklepu izleta pa so prisluhnili še odlomku vsem znane zgodbe Martina Krpana v izvedbi sodelavca Radia Ognjišče Jureta Seška. Lepo se mi strinil, ščere ti pa ne dam. In potem mu je povedala, Martin, dobil boš tole pa tole pa tole pa tole pa tole, ampak tega pa tega pa tega pa tega pa tega pa tega na poti ne smeš prodati. Dali ti bomo tole pa tole pa tole pa tole pa tole, ampak s tem pa 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 s tem na poti ne smeš trgovati. Kar si dobil, moraš pripeljati. Koga? Ni gršega na tem sveti, kako če se kaj da, potli pa učita, je rekel Martin. Kdor noče dati, pa ne ima sam. Meni ni bilo Dunaja treba, mene pa Dunaju.
Kdo je pa me poslal kočijo 4 konji? Vi ali jaz? In še enkrat, ni gršega na tem sveti, kakor če se kaj da, potlej pa očita. Kdor noče dati, pa ne ima sam. Tako je bilo na izletu po lepi modri Donavi. Vabimo vas, da se nam na enem od prihodnjih izletov pridružite tudi vi.